Poudarjamo pa, da ob nekih, rekel, banalnih vsebinah, no, ki so nam jih omenili, da bi lahko bile del kolektivne pogodbe, so ob tem spustili zelo pomembne vsebine, kjer gre za varovano plačo invalida, naprimer gasilca, kar je izredno pomemben, izredno pomembna pač vsebina, na katero so, večkrat opozarjali tudi neposredni delodajalci, direktorji. Potem omejitev stalne pripravljenosti na klic gasilca, ki zdaj ni nobene omejitve, in po rednem delovnem času. So gasilci, predvsem v tistih manjših poklicnih gasilskih enotah, lahko tudi po 130 ur in več še v pripravljenosti na domu, v svojem prostem času, kar je za nas nekaj popolnoma nesprejemljivega, in mi smo s to kolektivno pogodbo ta del delovnih obveznosti, če tako lahko rečem, omejili na maksimalno 48 ur. Potem vprašanje letnega dopusta, tudi tle nismo, v bistvu so nam ga zakomplicirali, kljub temu, da smo se o vseh vsebinah dopusta v bistvu že dogovorili. Pa če omenim še dokup pokojninske dobe, naprimer, tle gre pa za pravico, naprimer, ki bi jo gasilci imeli v času poklicne upokojitve, se pravi te predčasne upokojitve zaradi po starem beneficiranega staža. V tem obdobju pa do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino v bistvu morajo gasilci plačevati še poseben prispevek, kot upokojenci že, v ZPIZ, za to, da bi imeli potem starostno pokojnino priznano, kot da so, se pravi, oddelali dejansko 40 let dela. Sicer imajo pač te malose in nižjo pokojnino in jim ta poklicna upokojitev, beneficiran staž praktično ne prinaša ničesar.